Pozdravljeni. Veseli nas, da ste danes z nami na webinarju o obvladovanju kibernetskih tveganj. Zakon o informacijski varnosti določa zahteve, ki jih morajo organizacije izpolniti za zaščito svojih informacijskih sistemov. Ključno vprašanje pa je, kako te zahteve izvesti v praksi z rešitvami, ki omogočajo dober pregled nad okoljem, pravočasno zaznavanje groženj in učinkovit odziv ob incidentih. Danes boste izvedeli, kako lahko to dosežete na pregleden in tehnično učinkovit način. Z nami je Dalibor Vuković, strateški vodja za kibernetsko varnostne rešitve pri Telekomu Slovenije. Predstavil bo omrežni nadzor, rešitve SIEM in XDR, upravljanje privilegiranih dostopov ter korake in priporočila za celovit pristop k izpolnjevanju zahtev. Predavanje bo trajalo približno 30 minut. Vprašanja lahko sproti zapišete v Q&A okno, na koncu pa jih bomo naslovili skupaj z Daliborjem. Posnetek srečanja boste v naslednjih dneh prejeli na elektronski naslov, s katerim ste se prijavili. Dalibor, izvoli, beseda je tvoja. Lepa hvala. Zanima me uvodoma samo, a se slajdi vidijo, če se bi pol kar začel. Vse, okej. Super. Pozdravljeni, Dalibor je moje ime, tako kot je sodelavka že napovedala. Danes bi se z vami pogovarjal o tehničnih ukrepih, vezanih na ZINF V1. Zakaj o tehničnih? Če se prav spomnim, smo prejšnji mesec s pomočjo naše kolegice Ivane že šli skozi vse ostale točke, ki so vezane na netehnični del. Se pravi, sama priprava, BIE priprava, IRP načrtov, mogoče GEP analize in vsega tistega, kar je znotraj ZINF-a pomembno če se smem tako izraziti, na birokratskem nivoju, ste imeli priložnost slišati že prejšnji mesec. Mislim, da je kolegica tudi na vsa odprta vprašanja odgovorila. Glede na to, da zelo intenzivno ali pa vse več prejemamo vprašanja vezana na tehnične potrebe, pa smo se potem s kolegico Aljo odločili narediti en tak webinar, ki bo vezan na ta segment. Torej, danes bi rad z vami delil znanje, izkušnje oziroma mnenje po moji percepciji, po tistem, kar sem jaz prebral v zakonu, kaj pravzaprav osebno menim, da na tehničnem nivoju potrebujete. Seveda, če bi šli čez vse tisto, kar največje firme uporabljajo, da zaščitijo svoje okolje, bi verjetno bilo za veliko večino vaših organizacij to prevelik finančni zalogaj. Zato bi mogoče v prvem delu pogledali, kaj so vsa tista orodja, ki rešujejo naše varnostne probleme. V drugem delu bi se pa fokusirali na nek price performance optimalen načrt. Se pravi, pogledali bi, kaj pa tisto, kar pa res v osnovi rabite, prvenstveno, da zaščitite svoje okolje, potem pa seveda tudi, da zadostite zakonodaji. ZINF, se uporablja že od 19. junija letos. To ni nič novega. Veste, da čim je zakon v uradnem listu, da ga je treba upoštevati. Tisto, kar je velik plus, je, da dajmo reči, organi, ki kontrolirajo, nadzirajo zadeve, so toliko uvidevni, da ta trenutek najbrž še nobenega od vas ne kaznujejo. Ampak slej ko prej bo tistih 12 mesecev oziroma za določene subjekte 18 mesecev preteklo in v tem času boste pa res morali izpolnjevati vse te pogoje. Zdaj, a je zakon prezahteven ali ni, je stvar diskusije. Jaz mislim, da ni. Iz prve roke vam lahko rečem, da toliko varnostnih incidentov, kot jih imamo zadnje dve leti, še 3-4 leta nazaj, niti v sanjah si nisem predstavljal, da bo temu tako. Zato, zakon ni treba dojemati samo
za to, da ga boste izpolnili, ampak tudi na tak način, da boste prvenstveno sebe zaščitili, ker verjemite, največ težav imajo mala in srednja podjetja. Danes se ne borimo toliko proti kibernetskim napadalcem v največjih organizacijah, kot se borimo ravno za organizacije v segmentu nekih srednjih podjetij. Zakaj je temu tako? Odgovor precej jasen. Največje organizacije so finančno toliko močne, pa tudi toliko se že zavedajo vseh možnih težav, saj so bile na prepihu že pred leti, da so integrirale najsodobnejša orodja. Tisti, ki imate srednja podjetja, ki imate, ne vem, firme s 50 zaposlenimi, firme z 100 zaposlenimi, mogoče tudi pod 50, ste pa ravno tisti neki coni ali pa v fazi, ko rečete, saj ni racionalno imeti tako intenziven cyber security, saj ne interno, po drugi strani pa morate to izpolnjevati, ker če ga nimate, ste idealna tarča za napadalce. Verjemite, da danes napadalci zelo dobro vejo, katerih organizacij se lotiti. In da bi bili ne samo birokratsko na varni strani zakona, ampak tudi tehnično, z orodji, bi se danes fokusirali na 4 člene. Zakon, kot veste, je sestavljen iz 70 členov, ampak tisto, kar vam želim jaz danes razložiti, je vezano predvsem na 22. člen, člen, ki se tiče nadzora, zaznave in odziva, potem 24. člen, 34. člen in pa 62. člen. Te 4 členi praktično posredno omenjajo vsa orodja, ki so potrebna za nadzor. Jasno, tako kot v nobenem zakonu, tudi v tem ni orodje eksplicitno napisano. In ravno to je tista vaša največja težava. Zdaj, če imate v organizaciji IT-evca, ki se spozna na security ali pa na varnostne rešitve, potem je ta naloga za vas dosti lažja. Če imate pa outsourcan IT ali pa če nimate nekega univerzalnega človeka, ki do te mere pozna kibernetsko varnost, da bi lahko sam presodil, kaj potrebuje, je danes to idealna priložnost. Skratka, glejte, še enkrat, 22. člen, tako kot ostali členi, vam ne pišejo eksplicitno rabiš SIEM, rabiš EDR, rabiš XDR, ampak iz prebranega smo analizirali, katera orodja so pomembna in iz tega potem naredimo ta sežetek orodij. Če bi šli upoštevati 22. člen, bi verjetno ugotovili, da rabimo vsaj 15 orodij. In to bi seveda tudi finančno bil prevelik zalogaj za večino vaših organizacij. Se mi zdi pa vsem prav, da vam vsaj v nekih stavkih obrazložim, kaj so tista orodja, ki se uporabljajo, potem pa bomo pogledali, kaj je tisto, kar bi bilo pa res smiselno, da si pa integrirate v okolje. 22. člen večkrat pravi, da je zelo pomembno centralizirano zbiranje in analiza logov. To se lahko razume kot log strežnik ali kot SIEM. Log strežnik po zakonu pravzaprav čisto zadostuje, ampak glede na to, da je minimalna finančna razlika med log strežnikom in SIEM-om, mi vedno priporočamo SIEM. Zakaj? Se pravi, oba ta orodja zbirata vaše loge. Zdaj, mogoče, če vsi ne veste, če niste vsi slušatelji IT-evci, logi to so določeni revizijski zapiski. Se pravi, potrebno je po zakonu hraniti vse aktivnosti, ki ste jih izvajali v določenem periodu. Ta period je lahko 6 mesecev, lahko je tudi 1 leto, v nekaterih primerih celo več, ampak tako kot ste pred leti morali hraniti račune blagajniške ali pa račune, ki ste jih izdajali klientom, je tle zdaj podobna zgodba. Da bi lahko v primeru nekega hudega incidenta analizirali, kaj se je pri vas dogajalo, moramo nekje hraniti tako imenovane revizijske zapiske ali pa sledi. In najbolj enostavno to poimenujemo logi.
lahko imate poseben strežnik ali pa posebno orodje, kamor se to hrani, lahko imate pa to orodje nadgrajeno do te mere, da zna že sam večino nevarnosti prepoznati in vas o tem tudi obvestiti. In ravno zato, vedno, ko slišimo centralizirano zbiranje in analiza logov, rečemo, pejmo v SIEM zgodbo. Zakaj? Seveda, profesionalni SIEM sistemi, tisti, ki so najbolj poznani, so tako kot draga vozila. Imate Mercedes, Audija, BMW-ja, tudi tle. Imate lahko Splunk, imate lahko QRadar, imate lahko Microsoftov Sentinel, po drugi strani si pa lahko tudi kako brezplačno orodje integrirate oziroma neko orodje, ki vam bo povzročil minimalen strošek. Recimo Elk ali pa Elastic je eno izmed takih praktično brezplačnih orodij. Torej, s prvim orodjem, ki smo ga napisali, zbiramo vse tiste loge, ki jih boste potrebovali, če do nečesa pride in vas bo nekdo spraševal za podatke za pol leta nazaj. Se pravi, če pride do incidenta, bomo v preiskavi morali vedeti, kaj se je prejšnji mesec dogajalo, kater računalnik se je kam prijavil, katera požarna pregrada je karkoli naredila. In to se gleda preko teh podatkov, ki se hranijo na tem orodju. Drugo orodje, ki je zelo pomembno, je Endpoint Detection and Response oziroma še bolje Extended Endpoint Detection and Response. Že na nekaj mojih predavanjih sem razlagal slušateljem, da so že zdavnaj minili časi antivirusa. Tisti, ki danes še vedno računate, ponovno ponavljam, tisti, ki računate na antivirus, pozabite, antivirus ni več zadost, da bo zaščitil vaše delovno okolje. Iz več preprostih razlogov. Antivirus, prvo, kar je, deluje na zaščiti delovne postaje. Vi danes pa niste vedno samo na dotični delovni postaji. Včasih delate preko telefona, včasih se povežete nekam v oblak, javni oblak, potem ste na kakem sejmu, kjer se mogoče na kakšni drugi delovni postaji, pa v javnem Wi-Fi-ju preklapljate. Torej, antivirus veliko večino teh stvari ne more zaznati. Isto tako antivirus po veliki večini še vedno deluje na podpisu znanih kužnih skript. Veliko napadov se pa izvaja z prvino, ki se reče Zero Day Attack, kar pomeni, da kibernetski napadalci napadejo z skripto, ki jo zgenerirajo s pomočjo umetne inteligence in je prirejena točno za vaš proces. Se pravi, nikjer prej ni bila poznana ali pa pojavljena in posledično je antivirus ne prepozna kot kužno. Zato je tisto orodje, ki ga v 22. členu lahko razberemo, EDR ali XDR. Tu spet imamo najsodobnejša orodja, kot so Microsoftove E5 licence, kot je Cortex, kot je lahko Checkpoint, Cynet in tako naprej. Imamo pa tudi kakšna orodja, ki imajo mogoče možnost zadost kompetentne zaščite z neko nižjo ceno. Tu bo treba spet optimizirati. To je odvisno od same firme, od interesov firme in od pomembnosti podatkov. Naslednja stvar, ki jo je zaznati v tem 22. členu, je eno orodje, ki ga imenujemo NDR oziroma Network Detection and Response. To orodje nam pomaga prepoznavati vse anomalije znotraj našega omrežja, pa in sicer anomalije na orodjih, na katerih nismo dali EDR, XDR. Kakšna so to orodja? To so ponovadi orodja, ki nimajo nekega klasičnega operacijskega sistema. Recimo neka stikala, switchi, večkrat slišite switch ali pa router, slišite tiskalnik. Kako to zaščititi? Na tiskalnik ne bomo dali gor EDR ali XDR, bomo pa spremljali pasivno promet, ki se odvija preko tega omrežja. V praksi zato uporabljamo Network Detection and Response. Se pravi, neko orodje, ki v realnem času sondira vse premike lateralnega gibanja iz vašega stikala proti drugem stikalu. In tle vmes zna prestrezati vsako anomalijo, za katero prepozna, da to ni del vaše komunikacije. Torej, če se vam je nekdo izmuznil noter v sistem, ga bo ta NDR prepoznal.
Potem je tu Identity and Access Management, IAM kratica. Spet, ko zaposlite nekoga v organizaciji, mu morate dodeliti neko uporabniško ime, dodeliti geslo, mogoče dvofaktorsko avtentikacijo, voditi o njemu vse podatke. In če tega nimate, boste težko ne samo zadostili pogojem ZINFA, ampak tudi težko varno upravljali svoje uporabnike. Celo korak naprej od tega je Privileged Access Management oziroma tako imenovani PAM, ki zna pa na določenih uporabnikih, katerim rečemo privilegirani uporabniki, dodeliti še dodatno varnost. Se pravi, če si predstavljate, da se k vam v firmo povezuje neka zunanja organizacija. Ste podjetje, ki ima 50 zaposlenih, nimate lastnega IT-ja, nimate lastne informatike, ste pa najeli podjetje, ki se od zunaj lahko logira k vam in ureja vaše računalnike. V takem primeru potrebujete PAM, ker ravno s tem orodjem boste lahko uredili tem zunanjim administratorjem določene pravice na način, da samo oni to izvajajo in da so tako varnostno preverjani, da ne more v njihovem imenu nihče drug vstopati v vaše okolje. Predstavljajte si zdaj, če bi bil nek osnovni nivo zaščite, imate Jožeta, ki je računalničar v enem manjšem podjetju in vas Jože pokliče, reče, jaz bom pri vas danes nadgradil sistem. Če ima njegovo uporabniško ime in geslo neka oseba, ki to ni Jože, pa če uporablja kakšne proksije oziroma obstajajo strežniki, pri katerih znajo narediti tudi ali pa prenesti tudi dvojno avtentikacijo, in če tu v okolju ni PAM-a, lahko dokaj enostavno v njegovem imenu pride v vaše okolje in vam spremenijo stvari. Zdaj pa, če je on administrator v vašem okolju, bo ta napadalec lahko administriral vaše okolje, bo lahko nadaleč vam zaklenil AD, Active Directory, se pravi, vam bo ugasnil firmo brez nekih večjih težav. Naslednja stvar, ki se omenja in je vezana na orodja, je redno varnostno preverjanje vaše infrastrukture. Temu rečemo v praksi vulnerability management in patch management. Tu spet poznamo cel kup orodij, kot so Nessus, Nexpose, Rapid7, Qualys, se pravi orodja, ki sondirajo po vaših mašinah, preverjajo, ali imate vi zadnje posodobitve vaše računalniške opreme in če jo imate, ste compliance priporočili, če jo pa nimate, vam pa to orodje svetuje, reče, daj nadgradi to in to mašino. Ne vem, tvoji Windowsi niso bili nadgrajeni toliko in toliko časa, ta in ta strežnik ni bil nadgrajen toliko in toliko časa. Potem je tle WAB, Web Application Firewall, večina manjših firm ga niti nima, ampak je orodje, s pomočjo katerega mi spet poskušamo sploh pri kakih volumetričnih oziroma kakih večjih napadih na spletne aplikacije ugotavljati, a je oseba poklicana za to ali ni. Se pravi, ko govorimo o nekih poskusih kompromitacij na aplikativnem nivoju. Potem je tle DLP oziroma DLP, Data Loss Prevention, spet eno orodje, ki skrbi za šifriranje, da se podatki ne prenašajo nekam ven v neki clear obliki in vam lahko v bistvu vaše poslovne skrivnosti prenesejo na nekoga drugega. Potem sem uspel zaznati tudi potrebo po backup orodjih in pa po disaster recovery. Se pravi, vsi tisti, ki do zdaj niste backupirali svojih podatkov, jih boste zdaj morali, ni druge. Jaz še vedno opažam v praksi, da manjše firme izvajajo backupe kar na USB ključke, pa rečejo, evo, za ta teden ali pa za ta mesec sem najbolj pomembne podatke skopiral na USB, pa če bo kaj, bom imel ta osnovni podatek. To ne bo dovolj, tudi ni najbolj varno. Če se v vaš sistem infiltrira nekdo, vam lahko tudi te klasične USB ključke okuži. Backup pomeni, da imate res namensko orodje, na katerega redno shranjujete vse podatke, vse informacije in potem, če je le možno, še offline, se pravi, poleg njega hranite podatke še nekje, do kamor nima
nepoklicani dostop. To je lahko nek hard copy oziroma neka kopija, ki je v kakmu sefu, ki je tudi zaklenjen fizično v kakmu prostoru, do katerega se ne more dostopati. Zaznal sem tudi uporabo SOAR-jev, ampak to pride v upoštev za največje organizacije. Mogoče na kratko, čisto za vaše vedenje, če kdaj slišite SOAR, Security Orchestration, Automation and Response, to uporabljamo največje organizacije. S tem si mi uspemo avtomatizirati večino procesov. Danes, ko Telekom v varnostnem segmentu skrbi za več 100 slovenskih organizacij, mora imeti ta SOAR, ker s to avtomatizacijo in s pomočjo umetne inteligence si znamo opredeliti reševanje najbolj pomoči potrebnih organizacij. Torej, veliko težav je lahko takih, ki so false positivi, veliko torej lažnih alarmov, veliko je pa tudi takih, ki jih zna umetna inteligenca sama odpraviti. In s pomočjo SOAR orodja mi lahko naredimo tako, da od 10 alarmov jih je 9 takih, ki jih znamo avtomatizirati, s pomočjo nekih playbookov sanirati in se z njimi ne ukvarjamo. To se pravi, umetna inteligenca sama vse naredi in pošlje obvestilo o rešeni težavi, o eliminiranju sovražnika. Žal pa je določene treba tudi na roke vrteti, na tiste se pa potem bolj intenzivno fokusiramo. Skratka, s takim orodjem pridobimo čas, da lahko delamo tiste najbolj pomembne stvari. SOAR je priporočljiv za podjetja, ki imajo, 1000 zaposlenih, pa imajo že toliko enega IT osebja, da lahko tudi SOAR obskrbujejo. Zdaj, za firmo s 50 zaposlenimi je to čisto iracionalno, to se potem outsourca oziroma to tisti, ki vam nudimo storitve, upravljamo take zadeve. Configuration management, endpoint hardening, to so spet določena orodja, za katere boste slišali. Supply chain oziroma takole bom rekel, veste, da dobavno verigo morate tudi kontrolirati. Če ste vi zavezanci za ZINF, pa če imate podizvajalca ali pa neke izvajalce, ki z vami sodelujejo, boste morali v primeru, da operirajo z vašimi podatki, boste morali poskrbeti, da imate vpogled tudi nad njihovo varnostjo. Ne govorim eksplicitni vpogled, torej ne morete priti zdaj nenajavljeno k njim, pa zahtevati, da vam pokažejo, kako varujejo svoje podatke. Vendar z določenimi vzvodi lahko tudi na zunaj to že testirate. Torej, obstajajo orodja, s katerimi vi lahko izvajate neke vrste varnostni pregled, security score vaših partnerjev. Spustite nek skener, ki preskenira in vam da realno oceno, tako procentualno, kot tudi z oceno, opisno neke varnosti tega podjetja. In ta orodja se zdaj zelo intenzivno uporabljajo. Kdaj bi ga vi rabili? Ja, če ste firma, ki dela mogoče za neko javno podjetje ali pa državno podjetje, zraven imate 4 podizvajalce, zagotovo rabite eno tako orodje, kjer jih boste periodično testirali, da vidite, a so oni še zmeraj na varni strani. Če niso, jih potem formalno obvestite in pošljete povzetek tega poročila, ki ste ga naredili, ki ga je to orodje vaše naredilo, in jih obvestite, da želite, da v najkrajšem možnem času svoj varnostni nivo dvignejo. Isto tako, ta orodja omogočajo spremljanje vašega nivoja varnosti v najetih storitvah. Če imate vi v Amazonu najete kakšne strežnike, AWS, če imate na Googlu, če imate na Microsoftu, so to orodja, ki znajo pregledovati nivo varnosti tistih, ki vam ponujajo te varnostne ali pa storitve v oblaku. Potem so tu pod številko 13 razna forenzična orodja, to ponavadi uporabljajo večje firme ali pa tisti, ki se ukvarjamo profesionalno z varnostjo in to tudi ponujamo kot storitev. Potem je mobile device management. Nikjer sicer ne piše, da vi rabite napredno zaščito za vaše mobilne naprave, piše pa, da rabite orodja, s katerim imate nadzor nad mobilnimi napravami
na način, da so te varne, ker so vse bolj izpostavljene. Vse vidite, cel kup SMS-ov, cel kup smishinga, quishinga, raznih QR kod, katere vas hočejo prepričati, da s telefonom dostopate do neke čudne lokacije. Ko pridete s telefonom na neko čudno lokacijo, lahko okužite telefon in preko njega potem zgubite sredstva od organizacije ali pa odobrite preko vašega akaunta, vašega profila dostop nepoklicani osebi v vašo organizacijo. To so vse stvari, ki vam ustvarijo velike probleme. Torej, danes aktivno izvajamo zaščite na mobilnih napravah, tako kot smo jih včasih na računalnikih pa na strežnikih. Se pravi, znamo zaščititi dostop, da preko, torej, temu rečemo DNS zaščita, zaščititi vašo napravo pred sumljivimi linki. Če kliknete na nek čuden link, ki je varnostno nesprejemljiv, vas vaš telefon ne bo spustil gor, dobite z naše strani opozorilo, da želite iti na nevarno stran in da je ta stran preventivno zaklenjena. Znamo na telefonu prepoznati, če vam kdo želi gor kak virus poinštalirati, če se želi logirati in vam pobrati kakšne telefonsko pomembne podatke, če želi kdo uporabljati kak spyware na vas, se pravi, če vam želi kdo poinštalirati ali pa dati gor neko napravo, neko orodje, ki bi znalo brati vaše SMS-e, pobirati vaše slike, snemati vašo komunikacijo in tako naprej. Kot zadnjo 15. stvar sem tu navedel SOC in CSIRT, se pravi, SOC je mednarodna kratica za Security Operations Center, CSIRT je pa mednarodna kratica, ki pomeni Cyber Security Incident Response Team. To seveda organizacije v veliki večini ne morete, ne samo finančno, večji problem je tudi organizacijsko si urediti. Drugo je, če ste vi kritična infrastruktura, druga stvar je, če ste neka firma, ki ima 1000 plus zaposlenih, pa lahko riskira 15 uslužbencev, ki bodo delali trojizmensko v varnosti in bodo spremljali, kaj se pri vas dogaja in v realnem času v režimu 24/7 te zadeve odpravljali. To se v velikih primerih outsourca, v 99%. Jaz bi naštel za Slovenijo mogoče na prste ene roke, koliko nas je tistih, ki imamo lastni Security Operations Center, sploh pa lastni CSIRT team. Telekom ga ima, zato ker si lahko privošči 100-130 ljudi v cyber securityju, zato ker je to tudi Telekomov core business, tega živimo, med drugim. Vam pa optimiziramo delo na tak način, da z minimalnim stroškom outsourcinga dobite to v vašo organizacijo. Zdaj smo šli skozi tisti del, ki smo rekli, da je zajet v teh členih in se dotika tehničnega dela. Tisto, kar bi jaz želel z vami deliti, je pa tale del. Neka logična shema in pa nujno pomembna zaščita. In zdaj naslednjih nekaj minut bi pa res tej temi namenil. Se pravi, če pogledamo neko logično shemo orodij za neko manjšo organizacijo. Kaj pomeni manjša organizacija? Ja, to so tiste organizacije, ki imate 50 plus zaposlenih ali pa 70 plus, niste prišli na tisto mejo 500, nimate 50 milijonov letnega prometa, imate ga pa 10 ali več in ste že padli pod ta zakon. Ali pa tudi manjše organizacije, lahko ste mikropodjetja, če delate v tej oskrbovalni verigi za neko organizacijo, ki pa po zakonu mora izpolnjevati tiste pogoje. Tako da, glejte, nek princip pri optimizaciji za majhno podjetje sem jaz razdelil na nekih 5 delov. Se pravi, nek rizikov pristop, se pravi, v vašem primeru se moramo ali pa se morate osredotočiti na tista tveganja, ki so res najbolj verjetna in imajo največji vpliv na vaše podjetje. Torej, ni vam treba imeti vsega na svetu, vseh teh orodij, ki jih je danes Dalibor naštel. Morate pa imeti orodja, ki pokrivajo pri vas najbolj kritične točke. In s tem boste tudi finančno optimizirali vaše stroške. Se pravi, pejte v to zgodbo, da uporabljate neke cloud storitve, neke managed rešitve, ker to vam zmanjša capex in vam omogoča neko bolj postopno rast. Zdaj, kaj se s tem hotel reči? Ja,
ne boste šli kupiti svoj lastni SIEM pa porabiti za njega 100.000 evrov. Ne boste kupili svoj lastni NDR pa za njega porabili še dodatnih 50. Ravno tako ne boste kupovali SOAR, ampak boste šli v nek najeti model. Se pravi, imam 50 računalnikov, zaščitim s tistimi orodji, ki so nujno potrebna, želim imeti točko 3, najbolj enostavno upravljanje, torej jaz nimam zadosti svojega IT osebja in je zame zato zelo pomembno, da so ta orodja zelo enostavna za upravljanje oziroma, da jih ti kot Telekom zame upravljaš. Se pravi, tebe sem najel, plačam ti nekaj 100 evrov, nekaj 1000 evrov, ni važno, a ne, zato, da ne kupujem svojih orodij in zato, da ne zaposlujem 5 novih ljudi, ker to finančno ne bo vzdržno. Ne. Seveda uporaba obstoječe infrastrukture. V tem primeru je treba s partnerjem vedno pogledati, katere strežnike partner že ima. Ne vem, če so ti strežniki v oblaku ali že vsebujejo kako zaščito. Če jo imajo, je potrebno potem že izkoristiti vse te varnostne funkcionalnosti, ki so že dane v oblaku in potem jih nadgraditi samo s tistimi minimalnimi stroški, ki jih še ni, rabite pa jih za točko 1, se pravi za tista tveganja, ki so za vas najbolj verjetna. Glejte, in pa seveda na zadnje, pa ne najmanj pomembno, je pa sama skladnost. Vi želite, ne želite, morate izpolniti zakonske zahteve. Seveda, ne nujno popolna varnost z vsemi najnaprednejšimi funkcijami, ampak zadostiti pa morate tistemu 22. členu, ki smo ga prej omenjali. In recimo pristop, ki se meni zdi najbolj smiselen za vse te take organizacije, je ta pristop. Da se gre v namestitev EDR ali XDR klientov na vse končne naprave in strežnike. Tle ste lahko spet finančno učinkoviti. Lahko rečete, daj mi najboljšo storitev, ki je tudi najdražja, lahko pa rečete, najel bom storitev, vključno z menedžiranjem te storitve, ti mi pa povej, kaj je zame cenovno ugodno, glede na to, da nimam neomejenih sredstev. In danes boste slišali vse vrste svetovanja. Saj veste, vsak od nas prodaja svoj avto ali pa svojega konja, če tako le rečem. In slišali boste, da je najboljša licenca Microsoft E5, XDR licenca, ki je daleč najdražja. Slišali boste mogoče, da je Cortex XDR vrhunski, ki je tudi cenovno kar visok. Po drugi strani imate pa možnost tudi kakega nižje cenovnega orodja, ki bo pa ravno tako vam zaščitil vaš sistem. Odzadaj imate pa itak ljudi, ki obskrbujejo to. Torej, kaj vam hočem reči danes? Ne kupujte vedno Mercedesa, Audija, BMW-ja, lahko kupite tudi kako drugo orodje, pa imate odzadaj najetega profesionalnega šoferja. Ker danes, veste, imate lahko Maybacha, ki je nadgradnja Mercedesa, pa če je šofer amater, ali pa če ni vsak dan v tem poslu, bo slabše odpeljal to rally vožnjo, kot pa profesionalen šofer v nekem Renaultu, Volkswagenu ali Oplu. Tisto, kar je nujno, je, da boste morali neki EDR, XDR nabaviti. Torej, počasi boste morali vaše antivirusne naprave zamenjati za EDR, XDR zaščito. Druga stvar, ki je za prmej, je hramba in analiza logov. Jaz le predlagam SIEM, ne klasičen log strežnik, ampak kar SIEM. Spet, ne rabite kupiti najdražjega SIEM-a, ne rabite streljati na najbolj profesionalne SIEM-e. Danes obstaja tudi open source, cel kup open source orodja. In vi danes z enim, ne nazadnje, če nimate finančne zmožnosti, lahko dobite neko odprtokodno orodje in ga potem modificirate do te mere, da bo optimalno delovalo. Je pa problem, če nimate svojega kadra, ki bi to obvladoval, in v tem primeru zato pravim, da je po moje bistveno bolj smiselno vse to najemati. Potem je tle Identity and Access Management, prej sem vam
povedal, ne, treba je ustvariti uporabniške račune, generirati gesla, MFA in tako naprej, ne. To je skoraj da nujno, ne. Isto tako PAM, ne, Privileged Access Management za urejanje pravic privilegiranih uporabnikov. Vi, če imate neke administratorje, ki skrbijo za vaše kritične sisteme in so zunaj vašega območja, potem je treba nadzorovati spet te njihove privilegije. Ampak, glejte, spet ni treba kupiti za 20.000 evrov najboljši Deline in PAM, če tega denarja nimate. Še zmeraj lahko dobite neko orodje, ki je za manjši denar, pa je kvalitetno in zadostuje tem pogojem. Ampak vedno se pokonzultirajte s strokovnjaki, veste, da veste, se pravi, tisto, kar vas zanima, vprašate, pogledamo, tisti, ki ta orodja uporabljamo, relativno dobro vemo, katerega se da za normalen denar integrirati in katerega se je bolje izogibati. Isto tako je treba imeti backup, a ne? Imate danes na razpolago cel kup tudi cloud verzij backupov, kjer najamete, ne vem, Vim backup, pa se to backupira nekje v cloudu in niti ne rabite svoje infrastrukture oziroma svojega kadra, ki vam bo to vse delal. Se to da avtomatizirati in hraniti na nekih varnih strežnikih. Predzadnja stvar, ki menim, da je zelo pomembna, je skeniranje ranljivosti in upravljanje popravkov. Glejte, spet ne rabite kupiti najdražjega vulnerability management orodja, ampak lahko dobite brezplačne različice orodij, ki vam pomagajo izvajati vaše ročno skeniranje. Seveda, porabite nekaj več časa, ne, za to, ampak lahko vidite, kje ranljivosti imate vi in kje ranljivosti imajo vaši partnerji v vaši oskrbovalni verigi in potem urejate in upravljate popravke ročno. Seveda vam to vzame kar nekaj časa, je pa to nekaj cenejše. Tle je spet potrebno narediti neko matematiko, kaj je za vas cenovno bolj izplačljivo. Včasih je boljše dati, ne vem, 1000 evrov na mesec nekomu, pa imeti vse to rešeno, kot pa, ne vem, dati 800 evrov za neka lastna orodja, pa potem porabiti enega človeka za vso to izvedbo, ker vas ta človek košta pa 2 ali pa 3000 evrov. Zadnja stvar, ki bo za vas zelo pomembna, so redna usposabljanja zaposlenih. Tudi to se lahko izvaja preko avtomatiziranih oziroma generiranih orodij ali pa se izvaja s strani usposobljenih skupin. Glejte, se pravi, če še enkrat povzamem, slišali ste, da obstaja vsaj 15 različnih tehničnih rešitev, ki jih ta zakon opisuje posredno, ne neposredno. Taka orodja imamo nabavljeni tisti, ki se s tem profesionalno ukvarjamo. Vam pa ni potrebno imeti vseh teh orodij, streljajte na ta zadnji slajd. Te slajde bomo z vami potem tudi šerali, Alja bo to naprej poslala in ga imejte kot neko checklisto. Izhajate iz tega, aha, rabim EDR, XDR, rabim SIEM, rabim IAM ali pa PAM, kdo mi lahko to ponudi? Ok, če sem firma z 150-200 zaposlenimi, pa lahko namenim enega IT-ovca, da bo sam to delal, potem bom njemu plačal, da je 3 jurje, kupil bom nekaj osnovnih orodij, pa bo on to šraufal. Sem še zmeraj, vam iz prve roke ali pa iz osebnih izkušenj povem, da je teh orodij toliko, da je to enostavno boljše outsourcati. Se pravi, greste v najem licenc in vam nekdo to poinštalira, postavi in skrbi za vas. In potem vi nimate takih problemov, ampak za te težave skrbijo tisti, katere ste najeli, katerim plačujete ta nek mesečni fee. In ta mesečni fee je po mojih dosedanjih izkušnjah vedno cenejši, kot pa nakup lastnih stvari, nadgradnja lastnih stvari in pa seveda plačevanje lastnih kadrov. Ok, jaz bi tule zaključil s tem tehničnim delom. Zdaj, Alja, če so kakšna vprašanja, z veseljem odgovorim, če ne, pa bi se pol poslovil. Super. Hvala, Dalibor, za predstavitev, pa vse zelo jasne razlage. Kot je omenil Dalibor, zdaj prehajamo na del, ki je namenjen vašim vprašanjem in komentarjem. Vabljeni, da jih zapišete v Q&A okno.
Ker se vsebina pri vas predvaja z manjšim časovnim zamikom, si bomo vzeli nekaj trenutkov, da imate dovolj časa za zapis vprašanja ali komentarja. Veseli bomo vsega, kar bi želeli dodatno pojasniti ali izpostaviti. Lahko je to izkušnja iz vašega okolja, dilema pri načrtovanju tehničnih ukrepov ali pa preprosto misel, ki se vam je porodila med predavanjem. Tudi vaši odzivi nam pomagajo bolje razumeti, katere teme so za vas najpomembnejše v praksi, zato vas spodbujamo, da jih delite z nami. Če vprašanj ali komentarjev pa ne bo, bomo pa srečanje zaključili. Seveda nam lahko kadarkoli naknadno pošljete vprašanja na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si. Medtem izkoristim še priložnost za povabilo na naslednji webinar, ki bo v četrtek, 4. decembra. Gre za nadaljevanje današnje teme, tokrat s poudarkom na operativni tehnologiji. Boris Kranjc bo predstavil varovanje procesov v OT okoljih, skladno z zahtevami informacijske varnosti, od zakonskega okvira in razmejitve med IT in OT, segmentacije, upravljanja privilegiranih dostopov in praktičnega načrta za doseganje skladnosti. Vabilo vam pošljemo, veseli pa bomo, če se nam pridružite tudi prihodnji teden. Evo, Dalibor, poglejva, se je medtem že pojavilo kakšno vprašanje ali pa komentar. Super. In bom kar objavila. Pa greva po vrsti. Evo, Andrej. Omenjate manjša podjetja in cirka 50 ljudi in več. Kakšen pristop naj imajo mikropodjetja, ki imajo recimo do 10 zaposlenih? Ali je v takih primerih dovolj oprema, usmerjevalnik, ki podpira PAM integracijo, DNS IP blokiranje in filtriranje prometa s pomočjo orodja, kot je Suricata? Prej ste omenil zbiranje logov. Ali je dovolj, da se realizira to zbiranje na lokalnem log strežniku? Iz katerih naprav? Samo usmerjevalnik, stikala ali morajo biti tudi lokalni računalniki? Ali s tem pristopom zadostimo ZINF-u? Omenjate tudi, da ni potrebe po najboljšem in najdražjem. Kje je tista meja, da tako podjetje zadosti pogojem, ki jih zahteva ZINF? Evo, kar... Ne vem, če sem si vse zapomnil, kar si rekla, bom probal tako. Tisto najpomembnejše, ali s tem zadostite ZINF. Tehnično je odgovor da. Tehnično s tem zadostite ZINF-u, je pa tako, a ne. Lokalno hrambo logov, komot, nobenih težav. Firewalli, okej. Tisto, kar bi jaz v celi tej zgodbi, ki sem jo zdaj slišal, dodal v takem podjetju, bi šel iz klasičnega antivirusa na IDR ali XDR. Torej, v primeru, ki je gospod Andrej spraševal, torej firma do 10 zaposlenih, ali približno enako okolje, za loging imajo lokalno hrambo logov čisto okej, bi pa loge, ki bi hranil loge iz firewalla, loge iz vseh stikal in pa loge iz delovnih postaj, ukolikor XDR orodje, katerega bi integrirali noč, že nima lokalne hrambe. Vi danes, če kupite ali pa najamete neko XDR orodje, imate lahko že znotraj te cene, vem, pri nas recimo mi tržimo Signet XDR za take organizacije, imamo že od zadaj za mislim, da 60-90 dni lokalne hrambe logov. Torej, s tem, kar je gospod opisal, tehnično zadostuje pogojem. V njegovem primeru edina stvar, ki bi jo jaz, poleg tistega, kar je on naštel, bi namesto klasičnega antivirusa dal samo IDR oziroma XDR rešitev. Ko govorimo pa o ceni, glejte, cena mora biti na tako organizacijo, kot ste vi, morate vse, kar je optimalno, je recimo, če je to 10 mašin, vas mora strošek XDR-ja in operacije, XDR operacije koštati cirka 100 evrov, med 100 in 150 evrov na mesečni ravni. To je optimalno za firmo do 10. Zdaj, če hoče bolj napredno stvar, se ta cena tudi še kaj dvigne, ampak
pri teh malih računovodskih podjetjih, malih delavnicah, malih firmah do 10, računajte tam 100-150 evrov na mesec, da če uporabljate neka open source orodja, pa minimalen support zunanje stroke. Okay. Zdaj, če bo imel Alja gospod še kakšna podvprašanja, lahko pol tudi prek maila, da ne bomo zdaj predolgi, ampak če je še kakšno vprašanje. Mogoče se še na enega odgovoriva. Bistveno vprašanje pa še za večje organizacije nad 500 zaposlenih je, koliko je dovolj dobro in kako to dokazati inšpektorjem, se pravi potrebna dokazila, ko bodo pričeli obiskovati organizacije. Kako obsežna mora biti torej dokumentacija in dokazila iz orodij? Ja, glejte, zdaj mogoče bi bilo to vprašanje je delno moje, delno bi bilo pa od kolegice Ivane, ki je prejšnji mesec predavala, pa upam, da smo slajde naprej dali. Ampak dajmo probati holistično to pogledati. Torej, če imate vi več kot 500 zaposlenih, prva stvar, ki boste morali narediti, je neka gap analiza. Iskreno, če že danes veste, da niste compliant ali pa da nimate nič, potem je škoda plačati gap analizo, ampak najamete firmo, ki bo z vami že takoj pripravila bio, IRP plane in vse tisto, kar sodi zraven. Inšpektor bo gledal ta elaborat in bo v njemu videl, kaj ste zabeležili kot vaša osnovna varnostna orodja. On se ne bo ukvarjal s tem, a ste vi kupili open source orodje in če je to orodje dovolj dobro. On se bo ukvarjal s tem, ali imate vi pravilno zadeve postavljene in pa ukvarjal se bo s tem, če bo kak večji incident in so objavljeni kakšni podatki, za katere ste vi lahko kazensko preganjeni. Takrat se bo z vami ukvarjali. In tle je tista magična meja, kje presoditi, kaj je primerno. Zagotovo za organizacijo nad 500 zaposlenimi, jaz ne bi šel potem v neko open source, ne vem, Elasticsearch orodje, ampak bi tle že šel v nakup ali pa najemni model SIEM-a, tipa Splunk ali pa QRadar, šel bi če bi imel sredstva za Microsoft, bi vzel E5 licence, če so sredstva omejena, bi vzel E3 licenco z E5 Security-jem. Če so še tu sredstva omejena, bi šel potem na nek Signet XDR ali pa podoben XDR. Ko govorimo o PAM-u, ne bi kupoval najmočnejšega PAM-a, ampak bi vzel Jump Server, recimo, kjer se ga da za par 100 evrov najeti in zadosti tem pogojem. Za tako organizacijo, kot ste vi, mora biti nekje mesečni strošek, ki je optimalen, racionalen in, dajmo reči, na tistem najvišjem nivoju, je tam nekje 3000 evrov pa naprej mesečno, med 3 in 5 bi rekel. Torej na letni ravni taka firma mora računati, da z nekim najemnim modelom bo imela v tehničnem smislu nekje 50-60 tisoč evrov ali približek temu. Kar je pod tem, bom iskren, mislim, zaradi stranke bom iskrena. Vidim, da na tržišču ponujajo all-in-one že za nekaj 100 evrov. Lejte, to je nemogoče. Predstavljajte si, če nekdo za vas skrbi v režimu 24/7 in da ima zaposlene certificirane forenzike, incident handlerje, najsodobnejša orodja, to za par 100 evrov za organizacijo s 500 zaposlenimi ne more narediti. Tako da najbolj realna slika je, se mi zdi tak, ki sem rekel, od 3 do 5 jurjev, pa znotraj teh orodij, ki sem jih prej omenil. Ok, super, Dalibor, hvala. Hvala tudi vsem za vprašanje in sodelovanje v današnjem webinarju. Žal nisva mogla čisto na vse odgovoriti, ker so anonimna, tudi po webinarju ne bova mogla odgovoriti, zato vas še enkrat pozivam, da nam še kakšno vprašanje ali pa če potrebujete še kakšne dodatne informacije, kadarkoli nas lahko kontaktirate na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si. Hvala, ker ste bili danes z nami in želimo vam lep dan in uspešno še naprej v tem tednu. Nasvidenje! Hvala, srečno!